Drage sestre in bratje, danes bi z vami želel premišljevati o eni kitici iz pesmi Slednice, ki nam jo je lepo zapel Martin, hvala, ki nagovarja Marijo Magdaleno. Kitica se glasi, pravi, povej nam Marija, kaj si videla na poti? Nekaj od tega smo slišali v evangelijskem odlomku, grob Kristusa živega. Kaj se zgodi še kasneje, evangelisti povejo malo kasneje. Slavo sem videla, ustalega, angelske priče, prtič, povoje. Ustal je Kristus, upanje moje. Zakaj se mi zdi danes pomembno premišljevati ob teh vrsticah ali pa o tej osebi, o Mariji Magdaleni? Zato, ker se mi zdi, da je v marsičem njena izkušnja lahko tudi naša izkušnja. In je prav, če se le zgodi, da je to tudi naša izkušnja. Modrost pravi, da so vse dobre stvari tri, in ker smo že 2 veliki noči zapored premišljevali ob pesmih, bi tudi danes z vami želel premišljevati o Mariji Magdaleni ob eni pesmi. Naj vam na kratko predstavim njeno avtorico. Ime je Audrey, piše se Assad, še vedno živeča ameriška pevka, pianistka, skladateljica. Ukvarja se s tem, čemur danes rečemo sodobna krščanska glasba. Kot njen priimek pove, Assad je bil njen oče sirskega rodu. Audrey je odraščala v precej strogi protestantski družini, že od majhnega se je rada ukvarjala z glasbo. Pravijo, da že z 2 leti je želela igrati na klavir. Ne vem, koliko 2-letnik lahko igra na klavir, ampak očitno je to veselje imela. Hitro je nekako odkrila, prepoznala ta dar, ta talent, da lahko z njim služi. Služi drugim, služi občestvu. Zelo rada je pela, ustvarjala pri slavljenjih. Odkrila je tudi dar za pisanje besedil. Nekaj časa so ji pomagali drugi. V enem trenutku je potem tudi sprejela ponudbo ene krščanske založbe. Pri 24 je iz protestantstva prestopila v katolištvo. In iz tega časa je potem tudi ena od pesmi, namreč ta, s pomočjo katere bi danes želel premišljevati z vami. Naslov pesmi je preprosto Good to me, dober do mene. Tisto, kar je značilno za njene pesmi, je to, da v njih ne govori toliko o Bogu, ampak se ponavadi v njih obrača na Boga. Govori z Bogom. In tudi v tej pesmi je tako, obrača se na Boga in v pogovoru z njim skuša izraziti to, kar doživlja, to, kar jo izpolnjuje. In zdi se mi, da je v marsičem moralo biti precej podobno temu, kar je izkušala Marija Magdalena, bodi si na velikonočno jutro, bodi si še kasneje po srečanju z ostalim. Spomnimo se, Marija Magdalena je tista, ki je v Svetem pismu, v evangelijih najprej predstavljena kot prešuštnica, kot javna grešnica, prostitutka, ki išče ljubezen, išče potrditev, išče nekoga, ki jo bo vzljubil takšno, kot je. In v Jezusu prvič prepozna neskončno, brezpogojno ljubezen. Ljubezen, ki od nje ne zahteva ničesar, niti to, da bi se spremenila, niti to, da bi se spokorila, ničesar ne zahteva od nje. In ravno zaradi tega, zaradi te ljubezni, Marija želi svoje življenje spremeniti. Kaj je izkusila Marija? Vam podelim prvo kitico pesmi
ki jo je napisala Audrey. Pravi takole: svoje upanje postavljam na resnico tvoje obljube in svoje srce umirjam na temelju tvoje dobrote. Ko me žalost pripravi do tega, da sklonim glavo, želim povzdigovati tvoje ime in lisice v vinogradu ne bodo ukradle moje sreče. Ne vem, če prepoznate ta zadnji vers, to zadnjo kitico. Lisice v vinogradu omenja visoka pesem. Omenja jih zaročenka, ki išče svojega zaročenca in se boji, da bi lisice v vinogradu ukradle njeno srečo. Visoka pesem je marsikdaj tudi tisti izraz, tisti način, s pomočjo katerega lahko razumemo ljubezen med Bogom in ljudmi in s pomočjo katerega lahko v marsikateri stvari lahko tudi razumemo ljubezen Marije do Jezusa in Jezusa do Marije. Tisto, kar me pri tej prvi kitici nagovarja, je predvsem ta popolna predanost Marijina, ki želi popolnoma zaupati. Vse moje upanje postavljam na resnico tvoje obljube. Obljubil si, verjamem, da je res in na tem sloni vse moje upanje. Na nobenih drugih besedah, na nobenem materialnem imetju, na ničemer, kar bi lahko sama zgradila, sama dosegla, sama zmogla. Vse svoje upanje postavljam na resnico tvoje obljube. Potem sledi refren, ki je preprosto samo ponavljanje te trditve. Ker ti si dober do mene, ker si dober do mene. Prepoznavam, da si dober do mene. Marija, ki torej v tem velikonočnem jutru išče Jezusa, ki ga je videla nazadnje, ko so ga sneli mrtvega s križa in so njegovo telo položili v grob in grob zaprli. Njena ljubezen ji ne dovoli, da bi ostala daleč, želi si biti blizu, pa čeprav bo našla samo mrtvo telo. Ne vem, če si znamo predstavljati, kaj je morala doživeti, ko je tisti, ki ga je že objokovala kot ljubezen svojega življenja, ko kar naenkrat obstaja možnost, da ta oseba še ni mrtva. Ko pride in najde odprt, prazen grob. Marija, kaj si videla, kaj si doživela, kaj si našla? Ne vem, če si lahko predstavljamo vse to veselje. Zagotovo pa se mi zdi, da druga kitica Audreyine pesmi mogoče lahko še malo pomaga razumeti, kako je ta izkušnja morala vplivati na Marijo in na njeno kasnejše življenje. Začne z vrstico iz psalma 121. Svoje oči dvigam k goram, od koder prihaja moja pomoč. Tvoj glas napomnjuje vsako noč in jaz dvigam glavo, zato da slišim ta zvok. Čeprav bi me obdajali goreči plameni, bom vedno slavila tvoje ime, Bog, in lisice v vinogradu ne bodo mogle ukrasti moje sreče, ker si dober do mene. Marija, jo poznamo njeno zgodbo, smo slišali tudi danes. Marija je torej tista apostolka apostolov, prva znanilka Jezusovega vstajenja. Ona je prva, ki pride do apostolov in jim pove. Zlobni jeziki pravijo, da je Jezus to namenoma naredil, ker je želel, da se ta novica čim prej razširi in je fajn, da to poveš ženski. Ampak se mi zdi, da je pa fajn, da gremo mogoče vsaj v današnjem jutru še malo dlje. Pa res razumemo, zakaj je Jezus izkazal to čast, izkazal to milost ravno tej
po eni strani krhki, toliko ranjeni, tolikokrat zlorabljeni ženski. Zakaj je bilo potrebno, da je ta milost najprej namenjena njej? Zdi se mi, da Marija kasneje lahko prepeva s tem prehodom, ki je zadnji, ki ga želim deliti danes z vami. Prehod v Odrijine pesmi se potem glasi: Tvoja dobrota in tvoja milost me bosta spremljali, vse svoje življenje bom zaupala v tvojo obljubo. In ta odpev se potem še ponavlja in se križa z refrenom, ker si dober do mene. In če si zase in za nas vse, česa želim danes na to velikonočno jutro, je predvsem to, da bi lahko nekoč prišli do podobne izkušnje. Ne samo do vedenja, do znanja, do tega, kar lahko naš razum doseže s tem, ko se učimo, s tem, ko ponavljamo, s tem, ko se sprašujemo in preverjamo, ampak da bi lahko prišli do izkušnje, ki se dotakne ne več samo našega uma, naše glave, ampak se dotakne našega srca. Že sveti Ignacij Lojoljski pravi na začetku svojih duhovnih vaj, da človekove duše ne napolni količina vedenja, to, kar vemo o stvareh, ampak notranje čutenje in okušanje. Da bi lahko v tej današnjem prazniku, v tej osmini, ki je pred nami, v tem velikonočnem času, ki je pred nami, na kakršenkoli možen način izkušali in doživljali, da je Bog dober z nami. Zakaj je to pomembno? Resnici na ljubo je potrebno povedati, da je avtorica pesmi, ki sem vam jo danes predstavil, Odrija Sad, pred 2 letoma, tako dosti na tiho, povedala, da se ne prepozna več kot kristjanka. Še vedno veruje v Boga, še vedno zaupa v njegovo ljubezen, njegovo dobroto, ampak v tem trenutku se ne prepozna več kot kristjanka. Kakršnakoli je že naša izkušnja, kakršnakoli je že naša pot, kamorkoli nas bo že neslo, na poravni poti, po ovinkastih poteh, po ravnini ali po klancih ali po dolinah, da bi lahko to izkušnjo, da je Bog z nami dober in da v njegovo ljubezen velja zaupati in postavljati naše upanje, da bi bilo to tisto, kar nas bo vodilo. Na ta način, verjamem, ne bomo nikoli daleč od Boga in Bog ne bo nikoli daleč od nas. Ne bomo nikoli tujci Bogu in Bog nam ne bo nikoli tujec. Amen.